Je to znak, da lahko začnemo? Ja? Kje je šefica? Nas niti poslušala ne bo. Ja? Okej. Okej, dober večer. Dobrodošli na okrogli mizi od Pariza do Bejruta v Pritličje. Gostja je Barbara Šurk. Barbara Šurk je ena najbolj izkušenih slovenskih novinark. 15 let živela in delala na Bližnjem vzhodu. Poročala iz držav, kot so Irak, Egipt, Sirija, Jemen, države Perzijskega zaliva, ne. A je sploh kakšna država, Barbara, tam, od koder nisi poročala? Alžirija. Samo Alžirija, mi niso dali vize. A res? Boš povedala. Zakaj ti niso dali? Ker si preveč ne vem. Ne, ampak ne vem, te države ne marajo novinarjev, no, tako da ni bilo šans, da pridem. Ampak načeloma Alžirija itak ne daje sploh viz novinarjem, tako da jih ne zanima, na žalost. Pa ravno Alžirija bo tudi zelo pomembna za razumevanje, ne, tega, kar se je zgodilo v Parizu. Torej, Barbara je res živela in delala na teh območjih. Če kdo ve, kje, kdaj, kdo, s kom in zakaj, potem je to Barbara. Vrsto let je delala za največjo tiskovno agencijo na svetu. Saj so največji, ne, ali so najstarejši? Najstarejša, The Associated Press, AP. Zadnja leta oziroma koliko časa pa je zdaj dopisnica za New York Times. Kdaj si jo uradno prestopila? Ja. Kaj moramo ugašati pa? Ni treba. Bom se jaz malo stran držala, da ne bo piskalo preveč. Septembra sem začela. No, s septembrom pa za New York Times spremlja begunsko krizo in vse, kar k temu paše. Poskušali bova nocoj odgovoriti na nekaj vprašanj v zvezi s tem, kaj se dogaja v Evropi, kakšna je razlika med ISIS, Daesh, Kaješ, Al-Kaido in kar še so vsa ta imena, ki jih zdaj pogosto slišimo. Predvsem pa mogoče stvari postaviti malo v kontekst. Naslov omizja predavanja oziroma tega, kar se bo tokrat oziroma nocoj tu dogajalo, je Od Bejruta do Pariza. Zdaj, Bejrut, Barbara, je svoje čase veljal za Pariz Bližnjega vzhoda, ne? Zdaj je pa ta Bejrut, Pariz, kaj je prišlo zdaj v Pariz? Nič, kar je bilo v Bejrutu, to moramo povedati. Glih danes je bilo v Dnevniku je bil en naslov, krasen naslov kolumne, Dživulović, ali kako je se... Dežulović, ja, se opravičujem. In je napisal en krasen naslov, in sicer je napisal, to se pravi, Bejrut je bil Pariz Bližnjega vzhoda, ne? Pariz na Bližnjem vzhodu, in pa zdaj napisal, da je pa Pariz zdaj postal Bejrut zahoda, ne? Zdaj verjetno je s tem mislil, pač Bejrut ima še vedno pač ta sloves tega, da so avtomobilske bombe, bombni napadi levo in desno, poulični boji in tako naprej. To je do neke mere res, bombni napadi se še pojavljajo, ampak pač so veliko manj frekventni, kot so bili v 70-ih. To se pravi od 75. in do 90. leta, ko se je tam državljanska vojna končala. In sicer se je pač končala, oziroma
ta libanonska državljanska vojna je izgledala zelo podobno, kot danes izgleda Sirija. Ne vojna sama, ker se je pač ta vojaška tehnologija in te moderne tehnologije so se toliko spremenile, da pač mi zdaj lahko sedimo v Ljubljani in gledamo skoraj v živo te boje v Siriji. Ampak v tem smislu, da je pač nekako enako se te sile hladne vojne, ali Amerika, Rusija, Saudska Arabija, Iran in tako naprej, pač te interesi se zdaj tudi nad Sirijo križajo in se drugega se streljujejo in tako naprej. In tako je pač Libanon izgledal, ne. Ma pa še vedno, oziroma Bejrut, no. Je pa zdaj v bistvu Bejrut neka oaza, bi lahko temu rekli. Jaz sem se par dni nazaj vrnila iz Pariza, je kava v Bejrutu tudi 6 €? Ne, to pa ne. To pa ni, je pa zelo dobra. Mislim, da je pa 2,5 pa je, no. 2,5 € pa je. Dražje, no, to je nekaj novega zame. Pariz Bližnjega vzhoda, evo. Aha. Barbara, hvala za tvoj čas. Vem, da si blazno zasedena, da potuješ po različnih koncih, zjutraj greš dalje. Ena stvar, ki sva se pogovarjali, kaj bi se pogovarjali danes tukaj, sva se obe strinjali, da verjetno nam je, če nam z begunci ni bilo jasno, nam je pa zdaj s temi napadi v Parizu mogoče postalo jasno, da ko enkrat bijemo vojne nekje drugje, da se enkrat izstavi račun. In enkrat se to vrne in pride k nam. A je to zdaj to? Ja, jaz mislim, da je to nekako to, no. Čeprav seveda ne, francoski predsednik ali premier, ne, ali kaj je, Hollande je predsednik, ne. Francoski predsednik je takoj po teh napadih je rekel, da zdaj pa Francija v vojni, ne. In je to v bistvu bilo malo, jaz se opravičujem, ne gledam v to smer zaradi tega, ker so luči, majčkeno se počutim, kot da sem pod interogacijo, ampak če pol tako malo se bom navadila, sam tako zgleda, če se pogovarja s kakšnimi takimi, ki ti dajo novinarsko vizo, pa jih pol zanima, kaj tam delaš. So te? Je temno. Ja, velikrat, seveda. Ja. Nažalost, no, ampak ja. Praktično povsod. Ja. Ampak ja, kaj sva rekla? No, in je rekel, da smo v vojni, zdaj on seveda ni povedal, proti komu smo v vojni, ne? Oziroma Francija, da je v vojni, pa tudi ni povedal, da Francija itak pač je že skozi, ne? V, ne vem, posod, ne vem, kje, v Solovno-Koščeni obali, pa posod po Afriki ima to svojo, tu iz kolegi, to Légion d'étrangers. Potem ne, na Bližnjem vzhodu je bila tudi razmeroma vpletena in predvsem je Francija zelo tudi vpletena v tem, ker je pač tako kot London za določene frakcije, je tudi Pariz oziroma Francija nasplošno pač eno tako zatočišče za vse sorte politične in druge opcije, ne. Tam so pač neki predstavniki sirskega režima, recimo, ne. Francija je bila zelo, zelo dejavno vključena in je še vedno izjemno dejavna v libanonski politiki, ne, če se temu lahko reče, pač politika, ne, ima izjemen vpliv, pač zato, ker je to neka bivša kolonija po tem sporazumu, ki sta si Velika Britanija in Francija razdelili ta del Levanta, ne, ta del Bližnji vzhod v bistvu, no. Tako da ne vem, če sem odgovorila na vprašanje, ampak ja, zdaj seveda te napadi v Parizu, jaz sem že takrat, ko so bili na Charlie Hebdo napadi, ne, mislim, da sem povedala, ker smo se pač tako pogovarjali, kot da so zdaj te napadalci prišli od nekje drugje, ne. To je zelo pomembno poudariti, da ne. Te napadalci, mislim, da je tudi se zdaj kaže na to, da so tudi te napadalci v teh zadnjih napadih, ne, da so pač Francozi oziroma Belgijci, ne, in so pač živeli v enem od teh. To se pravi, to so potomci teh Arabcev oziroma niso vsi Arabci, ampak
rečemo pač temu tako, no, večina iz teh bivših kolonij, francoskih, ne, Maročani, Alžirci, to so zdaj neka tretja generacija, ne, oziroma četrta mogoče že, in Francija pač tega nikdar ni rešila, ne, to je vse zakoreninjeno v tem nekem izobraževalnem sistemu, ki zelo poudarja to se pravi to posvetnost, ali kako se temu reče, ne, ki jo pač kaže tudi, ne samo v tem sistemu, ampak tudi pač po teh prepoved teh rut pa tega, ne, ki so imeli v javnih prostorih, pa to naj ne bi kazal svoje veroizpovedi v javnosti, ne. Zdaj pač vsi vemo, da križ lahko nosimo pod obleko, ne, tako da lahko še vseeno, pač zdaj ta famozna ženska ruta je pa pač za mnoge preveč, ne. No, in na tem v smislu je pa to pač, da seveda te generacije teh brezposelnih na robu kriminala, mladih moških, ne, oziroma tudi žensk, je pač zelo prikladno ta recruiting ground za vse sorte pač druga gibanja, ne, gre za identiteto, v katero potem pač lahko neko to, neka taka ideologija, kot je Al-Kaida ali pa ta ISIS zdaj nekako prodre, ne. Sama si omenila, da imajo te zadeve daljši rep, se bova k Franciji še vrnili, pa je zdaj, čeprav je tudi Francija tam povezana, na Bližnji vzhod, ne. Zdi se, da je sporočilo teh napadov, poglejte, kako izgleda vojna od blizu. Mesta, v katerih si ti živela tudi, ne vem, Bejrut, Bagdad, Alepo, to niso brezvezne vasičke. To so mesta z dolgotrajno tradicijo. Ne govorim tega, da bi opravičevala kakršnokoli obliko terorizma, ampak da poveš, da te vprašam, kako so se ta mesta spreminjala, ne? Ti si mi razlagala, da si eno obdobje ob 6 zjutraj vstajala, ker ste vedeli, da bo ob 6:30 zjutraj se začelo bombardiranje. In to ne mesec za mesecem, ampak dan za dnem. In ta mesta so se, sem je prišlo, ne, to. Ja, izgleda, da so res te vojne, ne, no, recimo začenši z Bejrutom, ne, to se pravi 75. leta, ne, ki niso bile v bistvu, mi jim rečemo državljanske vojne, ne, ampak vendarle libanonska državljanska vojna je bila recimo zelo, zelo na, pač je bila skoncentrirana na Bejrut. Je bilo par bitk, recimo pač tudi po drugih delih Libanona. Libanon je itak ena majhna država, ampak vendarle, ne, je bilo res te poulični boji, pa frontna črta, pa tako naprej in ta razdelitev. Potem naprej smo to recimo videli v Somaliji, v Mogadišu, ne, kjer je bilo pač ta, mislim, da je tudi tam ta urban warfare, ne, pač ta izraz tega, ja, se mi zdi, da je pač prišel, ne vem, zaradi tega, ker so bili Američani vpleteni in ker so pač prišli na nek teren, ki jim je bil popolnoma neznan, ne. Sarajevo, ne, to se pravi, ne samo obleganje Sarajeva kot najbolj odmevni del te vojne, ampak potem tudi pač ta Tuzla in ostale ta varovana mesta, ne. In to se je potem nekako nadaljevalo tudi na Bližnjem vzhodu. Ja, in jaz vem, da je takrat Ivo Štandeker, pokojni, ne, je napisal eno tako krasno misel v mladini, ki je prišel v Sarajevo in je napisal, da mu je tako grozen gledati, kako se mesta rušijo, ne. In jaz sem se tako zelo velikokrat na to spomnila, ko je bilo, kjerkoli sem bila, no, od Bagdada do ne vem, Hebrona, do ne, potem Bejruta in seveda zdaj Alepa in Damaska. Ne vem sicer zakaj, ne, ampak se mi zdi, da je to zaradi tega, ker tako kot si ti rekla, Nataša, ne, pa res je to, da so to neka starodavna mesta, ne, in ko se potem sprehajaš in so tisti zidovi, ki, ne, če bi le lahko govorili, ne, in potem te neke postaje,
trgovanja in ko se je to nadaljevalo in potem, ne vem, skratka, sploh recimo v Bagdadu, ne, ko imaš občutek, da se sprehajaš v bistvu po neki filmski sceni, ne, ki jo naredijo. In to je, ja, in s tem, da te napadi, ne samo te bombni napadi, ne, ampak tudi ameriško bombardiranje, pa ne vem, zavezniško bombardiranje in tako naprej. Ne. Mislim, to je bilo eno sistematično uničevanje, ne, moramo reči temu sistematično uničevanje tudi enega duha, ne, oziroma tega, ne vem, ker je bilo konc bombardiranja in so prišli Američani v Bagdad, ne, pač tega mesta tak, kot je bilo prej, ne glede na sankcije, ali pa to ga enostavno ni bilo več. Ne. In potem se je pač začelo tisto, tako kot se je bilo tudi v Berlinu in tako naprej. Ne. Skratka, mesta se vedno poberejo, ne, in zrastejo, ne, in se jih da obnoviti in se jih da na novo zgraditi in tudi po unih starih načrtih in vse, če je denar in če je volja. Ne. Ampak potem se pa tudi mesta izjemno spremenijo. Ne. Ta četrt postane nekaj drugega, kot je bila. Ne. Ostanejo pač te neki stari nakupovalna, ne vem, te suks pa take stvari, ne, niso tržnice, no, ampak ne, bazar. Ne, in, ampak ni pa več, potem pa ljudje začnejo odhajati, ne, in to se je zgodilo v Bagdadu, ne, takrat so se te sunitske četrti spraznile, ni se več pil viskija v teh starodavnih klubih, kjer so bili Jugoslovani izjemno popularni. En klub v Bagdadu je bil, celo se mu je rekel, Jugoslavija klub. Ja, ker so te pač naše firme so tam delale, ne, jugoslovanske in slovenske, in to je bilo, mislim, super žur vsak večer menda. Menda, ti si sem delala? Ne, veš kaj, to je bilo pred mojim časom, ne, ampak vsi, ki so mi pripovedovali v tem klubu, pa to pa zelo tako ponosno so rekli, ja, pa so prišli z markami in smo pol menjali denar, ne, tako. Tam je bil tudi ta glavna pač ta menjalnica, tako kot je bila tle tržnica pred časom. Tako da ja, no, in ta mesta zdaj pač, Bagdad ni to, kar je bil, ne zato, da je zdaj, ampak je pač fundamentalno drugačen, ker se enkrat začnejo postavljati zidovi. Skratka, sistematično so ga uničili vsi. Najprej so stari Bagdad, kot je bil za časa Sadama, pač je porušilo to ameriško bombardiranje, potem pa tudi sistematična kampanja napadov na vladne inštitucije, mošeje, šiitske, potem seveda sunitske, ne, in so s tem v bistvu naredili pač versko čiste distrikte, ne, in seveda to potem ni isto, ne, in potem so neke žice in zidovi in najprej zidovi proti eksplozijam, potem zidovi kar tako, potem, skratka, ne, tako se spreminja. Ne. V Bejrutu je malo drugače, tam ni zidov, je še zelo vidna frontna črta, ampak je pa v glavah ljudi, ne, je zelo, zelo živa ta, kje je tista meja. Ne. In to se vidi na različnih večerjah, na restavracijah in predvsem o tem, kako ljudje govorijo o tisti strani mesta. Ne. A te, ko si toliko let tam živela, te kaj razjezi, ko poslušaš recimo to, kar se je zdaj v Parizu zgodilo, je bil tak popularen talking point pa soundbite, napadli so naš način življenja. A te kaj razjezi, ko si tam živela in si gledala, kako so napadali pa njihov način? Ali je to ni za primerjati, sem čisto zgrešila? Ne, mislim, da ne. Mislim, jaz moram priznati, da mene že davno me stvari ne jezijo več, me zelo pogosto užalostijo, ampak ja, zdaj, ne, sej, ko so bili napadi v Parizu, je mene tudi tako
zelo stisnilo v želodcu, pa razumem ljudi, ne, ampak en komentar je bil zelo dober, ker so glih ravno to, ne, o tem so govorili, ker so se seveda Bejrutčani so se oglasili, ne, in so se oglasili zaradi tega, ker je v bistvu zdaj to nov moment, da je do tega prišlo, ne, ker so imeli v Parizu, je Facebook vklopil, to sigurno vi več veste, kaj jaz, je vklopil neko možnost, da rečeš I'm safe, ne, da se pač počekiraš, ker pač ljudje kličejo in mobilni telefoni ne delajo, ne, in to je potem, ne, in hoče zvedeti, če si v redu, in potem greš ti na Facebook in potem tam piše I'm safe, ne, in pol ti vidiš, aha, v redu, ta je okej, ne, pa to, in potem so oni rekli, mislim, kaj, mi smo tudi na Facebooku, ne, pa pri nas je bila pa bomba v četrtek, ne, a ni mogoče, mi bi pa tudi radi, da naši sorodniki v Franciji, Kanadi, ne, Braziliji, ker Libanonci so pač skozi na teh social networks, ne, na teh omrežjih, ker pač imajo tako močno diasporo, ne. Tako da se mi zdi, da je prav, spet so ta družabna omrežja, ne, prišla kot nek opomin, ne, da mi smo vsi uporabniki tega, ne. Zakaj zdaj se to razločuje, ne? Tako da mene, ne da me jezi, ampak me žalosti, ne? Zaradi tega, ker ne vem, res se je tudi ljudem spremenilo življenje v teh, ne? Po teh napadih in to, ampak potem je pač, jaz upam, da mi sicer tega v Evropi ne bomo videli, ampak bojim se, da bomo, ne? Pač ljudje smo ena zelo, zelo prilagodljiva žival in se zelo hitro potem nekako, ne vem, to kar obidaš, ne, in začneš pač, ne vem, ne, pač živeti tako, kakor bi normalno, ne, se tudi, ne vem, Sarajevo, ne, je zelo dober primer konec koncev, ne, ko je bilo konec obleganja, ne, pa so ljudje odzunaj potem pili kavo, pa se rekli, joj, sam, če bi vsake toliko časa samo ena granata, ne, za ritem, ne. Mislim, ker ti to potem res, tako ti pride nekako v ta tvoj ritem, ne, in to je v bistvu, to je grozen, ne, ampak postane del tvoje normalnosti, ne, da pač si misliš, ok, kje bo pa danes, tam ne bo, ne, mogoče pa zdaj malo bolj tako, pa pol greš v taksi, pa ti reče taksist, ne, kaj ne, zato, ker so rekli prejle na poročilih. Mislim, vse se okrog tega vrti, ne, in potem tudi se začne pravzaprav ena taka solidarnost med ljudmi, ne, v trgovini, ne, meni telefon ne dela, ampak je počel tam v unim neighborhoodu, kaj pa je, telefon pa tudi meni ne dela, to se pravi, da je bila velika bomba, ne. In zdaj pač treba potem pogruntati, in kako je zdaj, in kjer operater je boljši, ne, ima bolj močen signal, in potem to rata pač nek pogovor ob večerjah, in zdaj na drugi ulici ljudje jejo kosilo, kot da se ni zgodilo nič, ne. Preden sva začeli, si me vprašala, kako je bilo v Parizu, ne, ko so bili te napadi, in sem ti rekla, da hote ali ne hote, absolutno ni bilo takšne panike, kot se je verjetno po večini medijev prikazovalo, pa do medijev še prideva, ampak postaneš pozoren. Gledaš, ne vem, ko sem se sprehajala po tem trgu Trocadero, kjer je veliko turistov in kjer pač lahko mimogrede nekdo pride na tak način, kot je tisti petek prišel, in gledaš escape route, gledaš, ne vem, kam se boš vrgel. Vsi so mi to isto prepovedovali, nisem bila nobena izjema. Ampak kaj pa ti, ki si tam živela, pa so bile dnevno bombe? A tudi pol tako gledaš? Ne, v bistvu ne. No, recimo zaradi tega, ker so bile pač tako, kako bi rekla, zdaj v Bagdadu je bilo drugače, zaradi tega, ker je bilo res, pravzaprav si mogel skozi nekako spremljati, dobro, to itak smo, zaradi tega, ker smo pač novinari, ne, ampak skratka, itak pa čist vsak meščan oziroma prebivalec tega mesta postane ene vrste detektiv, novinar, vsi gledajo poročila, gledaš strategijo, ne.
Zdaj, dokler je bilo recimo, pač je bila ta kampanja recimo na ameriško vojsko. Najprej na začetku je bilo tako, da si šel, da so se vsi, je prišel ameriški konvoj in so se vsi počutili grozno varne, da so takoj za njimi vozili po bagdadskih ulicah. To je bilo takoj 2003 recimo, ne. Potem je bilo ene par bomb, ki so začeli Američane bombardirati in so se Američani potem ven usuli iz onega konvoja in so začeli streljati povsod po ne, no questions asked, samo usul se je, ne. Pol so rekli ljudje, no shit, tole ni čisto v redu, ne, zdaj bojo njih napadali, bomo mi čisto zraven, čim dalj od konvoja se je treba voziti, ne. Tako da potem recimo, ko si pač kjerkoli si videl to, si šel vsi, ne samo mi, ne. Pač neki novinarji. Potem je bilo, potem so začeli te institucije, vsa ministrstva so šla v luft dvakrat. Zunanje, pravosodno, ne. Je bilo seveda treba pomisliti, a bi šli mi danes intervjuvati zdaj tega ministra, ne. Je rekel, da bi ga kar tam, da se kar tam na ministrstvu dobimo, ponavadi okrog 9:45, kaj takega bo, ne, ko vsi prihajajo. Skratka, ker je bil namen, ni bil samo to, da je na to ustanovo kot institucijo državno, ne, ampak tudi na tiste, ki tam delajo, ne, ker je bil pač namen tega je bil sesuti to vlado, da pač ne bo možno Iraku vladati, ne. Tako da ja, zdaj razmišljaš, ne vem, recimo v Jeruzalemu, no, ko je imel Hamas to kampanjo teh samomorilskih bomb, ne. Preden smo šli recimo na večerjo, smo v zahodni Jeruzalem, ne, smo se pogovarjali, smo rekli, ne, ampak v ono restauracijo pa lahko gremo, zaradi tega, ker tam je pa arabski šef, ne, je pa on kuha, valjda, da ne bojo, ne, tega, pa so pa rekli, pa ste nori, ne, se oni, valjda je on itak izdajalec, ne, ki tam dela, ne. Tako da ja, mislim, ni bilo zdaj glih tisto, da rezerviraš pa to, ne. Ampak se pravim, nekako potem to rata, taki pogovori ratajo tako absurdni, ampak delene take čist normalnosti, ne, da pa tudi recimo, ne vem, po zvokih in teh, ne, včasih je recimo bila samo, mislim, jaz absolutno vem, kaj je kalašnikov, kaj je bomba, kaj je samomorilska bomba, mislim, jo absolutno spoznam, ne. Ok, veš, si videla, si vadila s tem za primer? Ne z Jopičem. Ne, pravim po... Sploh ni smešno. Ne, mislim tako po zvoku, ne. Nisem jaz šla na... Kalašnikov v roko in za lastno varnost. Ne, razen po obrambi in kaj je bil že tisti predmet. Širja, veš to, dajmo kupovati orožje, pa ne. Bomo branili sami sebe. Ne, to pa nikoli. Ne. Mislim, novinarji nimamo, ne potujemo z orožjem. So pa bili pač, ja, oboroženi te spremstvo v Bagdadu, ja, to je pa bilo. Kje so bile po tvojem mnenju narejene napake, ker zdaj se govori, v vojni smo, ampak se ne ve čisto dobro, s kom smo v vojni, ne. Prej sem omenjala ta trg Trocadero, kamor lahko vsak pride in če bi z oblečenosti s tem Jopičem, z bombami, bi nas lahko hitro bilo nekaj manj, ne. Skratka, kdo je ti sovražnik, ne veš, ne. In ne veš, kako se proti njemu boriti. Zdaj, ti, ki si tam v živo spremljala te ljudi, bombardiranja, ameriški prihod, ki poznaš, kakšna je kolonialna zgodovina, ki veš, na kakšen način so se razdeljevala tam ozemlja, koliko je bilo prelomljenih obljub. Kje so po tvojem bile tiste glavne napake narejene? Ker se zdi, da veš, kje so problemi, tako kot zdaj za te napadalce v Parizu, ne. Zdaj kar naenkrat so vsi jih imeli na varnostnih listah, pa starši opozarjali pred radikalizacijo in podobno, pa se zdi, da ne naslavljamo problemov, dokler so še majhni. Potem pa vse to preraste v nekaj, kar je težko nadzorovati, hkrati pa se zdi, to prijateljevanje za Saudsko Arabijo, ki tudi financira ekstremiste, ne?
polni paradoksov se mi zdi, da smo. No? Kje so po tvojem bile narejene napake? Kaj misliš, da bi bilo treba drugače delati, da danes ne bi bili, kjer smo? Mislim, to Saudsko Arabijo, ja, jaz mislim, da to gre zdaj, bi šlo to predelač nazaj, ne? Ampak mogoče je zelo dober moment začeti pri vsem tem, ker je bila tudi najbolj nekako, ne vem, ena taka polarizacija je takrat, ne vem sicer zakaj, ampak ta je ratala oziroma pred napadom na Irak, ne, pred invazijo na Irak. In mislim, da je to zelo, zelo dober začetek tega problema. Zdaj poglejmo, ne, v Iraku je bila seveda določena diktatura in konec koncev Saddam Hussein je bil tudi zaveznik, tako kot je Saudska Arabija, je bil zaveznik Amerike in Zahoda v najdaljši konvencionalni vojni 20. stoletja, to se pravi v vojni proti Iranu, ne. Tam, kot vemo zdaj, absolutno jasno, ne samo, da ni bilo teh weapons of mass destruction, ampak tudi ni bilo ekstremistov, ne. Ker je pač Saddam Hussein poskrbel za to, da jih ni, ne, na kakšen in tak in drugačen način, ampak ni jih bilo, ne. So pa prišli po invaziji, ne, pač tistih par mesecev, ko je bil tam popoln kaos, ampak večinoma je bilo to, je bil Irak kar dolga leta, recimo vsaj do enega 2005, absolutno to se pravi nacionalno to odporniško gibanje, kjer so se pojavljali pač določeni islamski elementi iz Jordanije, Abu Musab Zarqawi in Al-Kaida, ne? In Al-Kaidine celice pač iz vseh sosednjih držav in seveda zdaj, če gledamo, kaj je bila prva napaka in o tem je bilo ogromno absolutno povedanega, je bilo to, kar sva se prej pogovarjali pravzaprav, da je namen te invazije ni bil nevtralizirati Irak, ki je bil takrat sigurno najbolj pomembna država, ampak je bil dejansko uničiti družbo, ne, sesut ta sistem kompletno in ga nekako zbombardirati v neko plemensko ureditev, zaradi tega, ker kot država je Irak kljub 12 let sankcijam bil zmožen še vedno nekega regionalnega vpliva, ne. In potem se je pač so Američani razdrobili na neke sekte, ne, Irak, ki izgleda kot Irak in so privlekli Kurde in šiite in sunite in naredili pač neke manjšine in tako naprej, ne, in s tem je pač seveda, ne, večina v Iraku so šiiti, ki so imeli pač veliko zameriti sunitom, ki so jih imeli za vladajočo manjšino in tako naprej in tako naprej in del Saddamovega režima. Velika napaka je bila ameriška dve stvari, razpustitev vojske in to se pravi razgraditev stranke Bas, ne, vladajoče stranke Bas, v kateri so bili vsi, ne, niso bili samo suniti, ampak iz teh dveh pač suniti in pripadniki te stranke so bili najbolj izobražen del iraške družbe, seveda vladajoči del, ampak na vseh teh nivojih državnih institucij, ne, od Irak je imel vendarle 98% pismenost, ne, in tako naprej, tako da tudi Sirija, ne, je imela to tako stopno pred vojno in to. To so bile največje napake in seveda potem se je to pač združevalo, ne, Al-Kaida to so bila potem v boju proti Američanom so bila to neka zavezništva, prikladnosti za tisti moment, najprej so bili tarča Američani, sama okupacija, potem, kot sem že prej povedala, te vladne inštitucije, da je bil Irak dejansko neobvladljiv oziroma nevladljiv, ne. Ne glede na to, koliko pomoči je prišlo
iz Irana, tej šiitski oblasti, ne. Kurdi so se potem nekako, so itak tudi oni obupali nad to vlado. Ampak ja, s tem se je pač prikradla noter ena nota, ki je potem, mislim, en ton, ne, je dal temu odporu en islamski ton, in seveda pač denar iz vseh zalivskih držav je šel ravno v te roke, ne. In ena od posledic radikalizacije na tistem območju, dajva skočiti zdaj v Pariz in Belgijo, oziroma Francijo in Belgijo, kar se dogaja. Kako ocenjuješ te odzive zdaj po tem, kar se je zgodilo v Franciji, ne? Predsednik je takoj začel govoriti o vojni. V Belgiji pa so tako rekoč čez noč uvedli izredne razmere, ne? Ja, jaz mislim, da je ta odziv mogoče Francije je podoben tistemu, ki so ga imeli vsi, ne, če smo se pogovarjali o razstreljevanju in uničevanju mest, Iračani, ne Libanonci, ampak Iračani, pa še vsi ostali so vedno govorili, to pa ni bil Iračan. Ne. Čim večji napad je bil, tem bolj. To so vsi te tujci, ki pridejo, ne, ti foreign fighters, ne, iz Pakistana, to ni bil Iračan, ne. Skratka, veliko lažje je tebi živeti in preživeti, ne, če misliš, da je sovražnik, ki ti hoče nekaj zelo hudega narediti, prihaja od nekje drugje, da ni tvoj sosed, ne. To smo tudi v Bosni videli, ne, konec koncev, da je pač, kaj se zgodi, ko pride tvoj sosed, pa staro mamo čez balkon vrže, ne. Prej so pa kavo skupaj pili. In to se je pač zgodilo v vseh teh državah, ne. Isto je za moje pojme pač to odreagiral Hollande z velikim, bom rekla, tudi prepričanjem, ne. To so pa zdaj neki tujci, ne. Zelo hitro se je pač razvila ta teorija, da so bili pa v Siriji, ne. Ja, v redu, prihajajo pač iz tistega tam, ne vem, predmestja Pariza, ampak, ne, tudi v Belgiji so bili, ne. Še avto so rentali v Bruslju, ne. Tam so se urili, od tam so prišli ukazi, ne. In zdaj pač najlažji je problem zdaj očitno rešiti, ne, da greš in bombardiraš Sirijo, ne. Mislim, da se nihče s tem ne ukvarja, koliko je civilnega prebivalstva v Raki, ne, kjer je večina teh bombnih napadov, ne, koliko je civilnega prebivalstva v Latakiji in po celi tej obali, ne, ki jim ta ISIS vlada, ne. Mislim, da je kar ene par milijonov, govorimo, ne, civilistov. Mene ena stvar mi je bila, če mogoče lahko še kakšno rečeva o medijih, pa če ima kdo vprašanje, kar dvignite roko, pa se ne vem, ali imamo kakšen mikrofon posebej za to, ali no, če bo kdo imel. Ena narativa, ki se je razvila v Franciji takoj po napadih, je bila, da je bil to najhujši teroristični napad na francoskih tleh, ne. Pri tem se pozabi povedati, da so leta 1961 v času francosko-alžirske vojne, ki je trajala, mislim, da od 55 do 62, so francoski policisti sredi Pariza miroljubne demonstracije zatrli tako, da so, ne ve se točno koliko, ampak med 70 in 200 ljudi umorili, postrelili in pometali v Seno. 40 let tega niso priznali, se o tem ni smelo govoriti, v knjigah je tega malo, v šolah o tem ne vejo nič, ne. Pred par leti so priznali zadevo, češ da 40 žrtev in postavili en mali spomeniček, ki ga noben ne vidi, ne. To so bili te, ki so zdaj pač napadali, ne, tudi Charlie Hebdo sta bila, mislim, da brata alžirskega porekla in eden od teh napadalcev tudi alžirskega porekla, ne. To so, se zdi, druga, tretja generacija tistih, ki so v 50-ih, 60-ih protestirali, ne. Hitro se mi zdi, da tudi na žalost mediji stopimo v to, smo nekako
voljni igralci v tej propagandni vojni, ki jo vlade ponavadi hitro sprožijo. Ne vem, si ti to tako videla, si zadovoljna s poročanjem? Ja, mislim, ne vem, glede na to, kako se pač zdaj stvari, se pravim, vsi bi bili radi prvi in to je zdaj pač narava seveda teh medijev in tudi, pa ne govorim zdaj samo za časopise, televizije, ne, ampak imamo pač ta nov pojav teh Twitterjev in teh, kjer je pač, ne vem, zelo mogoče pač lansirati neko informacijo, ki je, rečemo, netočna, ne. Videli smo tudi, ne vem, koliko je bilo recimo potvorjenih fotografij, ne, takoj po teh napadih, ne, in potem so to ljudje posredovali naprej, ki imajo, ne vem, 300 tisoč followerjev, ne. To se je v bistvu prvič zgodilo, jaz se spomnim tega, ko je bilo na CNN-u po teh napadih 9.11., ne, je CNN poročal, da Palestinci v Jeruzalemu plešejo, ne, slavijo. In je to bilo tam in tam so neki ljudje skakali, nekje, bila je tema, ni se videli kje, ne. In potem sem jaz pač šla live tja pogledati in tam ni bilo nikogar, ne. Mislim, da je zdaj bilo pred parimi leti nazaj, da so rekli, da ne, da to je bil pa nek posnetek iz ene poroke pred, ne vem. Ampak koliko časa nihče ni, ne, in to je zdaj 13 let nazaj in takrat je bilo pač mogoče, ne, en tak posnetek, ne. Danes je to absolutno nemogoče, ne. Iti nazaj, recimo tudi ta potni list, ne, recimo, ki ga je naj bi en od teh napadalcev, ne. Mislim, v parih urah je to postalo absolutno dejstvo, ne. In v redu, recimo, da je to tako, da se je ti pres tam registriral, da je ta, ki piše v potnem listu, ne, mislim, ne vem, tisto ime je, to je milijon, recimo, ljudem je lahko tako ime, ne. S tem, da pač, ne vem, nihče se ni, ne, mislim, da čez ene par dni je pa ta obrambni minister Nemčije rekel, da to se pa njemu toliko čuden zdi, ne, ker se večina teh migrantov se absolutno ne registrira, Grčija jih sploh ne registrira, zdaj se pa nekdo registriral od Grčije, pa še v Srbiji, pa še na Hrvaškem, ne. Skratka, in potem so nekako začeli razmišljati, ne, da mogoče bi pa to lahko bil, ne, nek načrt, ne, in da so pač ti napadalci, ne, kar ene par teh lukenj, ne, v tem sistemu, ne, pač ubili, ne, s tem enim, mislim, nočem, zdaj sem se hotela izogniti tej besedi, ampak a veš, kaj mislim, ne? Da pač, in ja, jaz absolutno spremljam ta ISIS od njihovega nastanka in tako naprej in mislim, vedno govorim, da se jih ne gre podcenjevati. Jaz imam občutek, da ISIS dobiva to propagandno vojno, ta del, komunikacijski del. Ne vem, če bi rekla, če ga dobiva. In kar se tiče rekrutiranja, a veš, ta odziv Olona in Evrope, ne, se zdi, da gre točno tja, kamor si želijo. Ja, pa jim ne bo, ne, zaradi tega, ker mi zdaj še o tem razpravljamo, ne, mi zdaj razpravljamo o tem, govorimo o Schengenu, govorimo to, begunci, ne, seveda mi se zdaj z vsemi temi stvarmi ukvarjamo, ne, oni se ne več zdaj s tem, zdaj je to konc, ne, oni zdaj iščejo pač druge, ne, jaz mislim, da oni niso v propagandni vojni v tem smislu, da bi zdaj oni hoteli nam pokazati, kako, mislim, to ni Al-Kaida, ne, Al-Kaida je imel Osama bin Laden po 9.11. nek dolg govor in v tistem je povedal, zakaj so to naredili in zaradi česa in, ne, on je imel pač te dolge govore, ne samo, da so bili dolgi, pač to je bilo res tisto, kar si ti prebral in si lahko naštudiral neko ideologijo, ne, oziroma... A z ISIS-om tega ni? Ne. No, daj nam to malo razloži. Ne, jaz mislim, da ni, oni pač delajo neko
dejansko je to ena utopija, ne, ki je zelo privlačna za te, kot smo rekli prej, ne, za to neko tretjo, četrto generacijo, rečemo temu evropski muslimani, če jim lahko, ne, ki se enostavno v tem prostoru ni imela, ne vem, integracija se ni zgodila, ne, ni bila, ne, se integracija se itak ne zgodi, ampak nekako nobenih možnosti, katere naj bi po vseh merilih in zakonih imeli, jih nimajo, ne. S tem se zgubi neka identiteta, ne, kaj so zdaj oni Francozi, mislim, Alžirci 100% niso, ne, mislim, že njihovi stari starši niso bili, ne. Arabsko ne govorijo, ne, mislim, se poglejmo profil teh, mislim, en od teh napadalcev je imel bar, ne, ta drug je, mislim, ne, je veliko se zabaval in je rad imel ne vem kaj, ne, pač on je delal, prav imel je bar, ne, mislim, ne, jaz sem prepričana, da jaz znam veliko več njihove molitve, mislim, islamske molitve, kot te tipi. Odkje pa to znaš? Ja, no, seveda znam, ne, mislim. Ampak hočem povedati to, medtem, ko recimo pri teh rekrutih Al-Kaide ne, oni so zelo recimo pač te rekruti, ki niso bili iz nekega podzemlja, ne. Zarkav je pač itak on ni bil tako rekrutiran, ne, on se je nekako sam sebe spravil pač v Irak in pol postal to, kar je postal tudi zahvaljujoč Američanom, ki so toliko dal nanga, ne, in spregledali vse ostale, ki so bili veliko bolj pomembni, ne. Ampak pravim, to niso zdaj neki ljudje, ki so, ne vem, ne, odkrili vse lepote vere in ne, ampak pač te neke ekstremne, to jim pa da neka krila, ne, oziroma nek namen, ne, in potem še ne vem, pa jih tam pelajo čez mejo, pa se prešverca čez mejo, pa pride nazaj, pa pride v Sirijo, mislim, saj to je tako, ne, zelo primerljivo s tem, kar je delala recimo neka ta mladina Rdeče brigade Baader Meinhof v 70-ih, ne, letih. To se te hoče vprašati, je kaj podobnosti vidiš s temi? Ja, jaz mislim, da je, ne, ker ne vem zakaj, kako si recimo takrat so si to pojasnili, mi zdaj pač gledamo to v teh dokumentarcih pa teh filmih, ne, kako si lahko recimo takrat pojasnil, da nekdo iz neke, ne vem, meščanske familije, z tam neke berlinske univerze, ne, gre v Moskvo in potem tam je, ne vem, gulag, pretiravam, no, ampak a veš, ne, in gre jest suh kruh in, ne, ko bi pač milijoni ljudi radi pobegnali iz tistega, ne, in se mu to, ne vem, in zagovarjajo neko brutalnost in krutost tistih režimov, ne. In mislim, da je to zelo podobno tukaj, ne? Zakaj bi nekdo iz Belgije šel v Rako? Kje se zgodi po tvojem ta radikalizacija? Je to, če gledava Bližnji vzhod, so bili to, ne vem, ameriški zapori, malo sem pogledala statistiko za Francijo, 70% zapornikov je muslimanov. A so zapori tista? Ja, mislim, da zapori zdaj tako zelo postajajo en tak breeding ground. Ne, mislim, da ne. Mislim, da tam predvsem se recimo najdejo, ne, pa najde se potem vsej tej sivini, ne, ene ideologije se najde potem nekdo, ki ve kaj več kot ti, pa potem pride k tebi, pa ti pove, ne, to se pravi en tak duhovni vodja, ali pa vodja nasploh, ne, ki te potem nekako popelje na neko pravo pot in ti da nek smisel, ne. Lahko je pač čisto normalno pač to itak del te organizacije, ne. Skratka, mislim, ker tam se znajdejo vsi, ne, tam se znajdejo pač voditelji, pa oni, ki so nizko, ne. Ampak nasplošno se je ta, ne govorim, ker ne poznam teh razmer v evropskih zaporih, ampak mislim, da sta ta dva Charlie Hebdo, ne, one dva sta bila v zaporu, ja.
zaradi nekih teh kriminalnih dejanj. Ne. Mislim, recimo, medtem, ko na Bližnjem vzhodu so absolutno zapori bili največji radikalizacijske mašine. Ne. Od Sadata v Egiptu do ameriških zaporov v Iraku. Ne. Mislim, da od 20 kot voditeljev ISIS-a, ne, mislim, da jih je bilo 16, jih je bilo v Camp Buka. In to tudi, mislim, to je tudi ne, in zdaj to, kar sva že prej malce omenili, ne, zdaj to vemo, ne, Američani tudi sami so vedeli, ne, in je tudi 2012 je bilo v tem Defense National Agency, ne, ki ni CIA, ampak je ta v bistvu ameriška vojaška obveščevalna agencija, ne, ker oni imajo v bistvu največ podatkov vseh teh, ne, kar se tiče ISIS-a in v Iraku in tako naprej, zaradi tega, ker so pač skozi v teh zaporih so absolutno sestavili to mrežo, ki so jo potem odnesli sabo v Washington in to dejansko največ informacij obstaja in je dost precizno to napisano tam in potem so to tudi 2012, mislim, da napisano, zaradi tega, ker treba je vedeti, na hitrico bom samo to povedala, ameriška vojska, ko je Obama bil izvoljen, to je bilo potem 8 let po invaziji, ameriška vojska se je organizirala v Iraku in je imela tudi je pač delala z Iračani in ne samo, da je imela obveščevalno, ampak ameriška vojska je funkcionirala, ne, je imela politično vodstvo, so imeli stike v vseh občinah in guvernaratih, ali kako se temu reče, v vseh pokrajinah, ne, in tako naprej, in to je pač funkcioniralo in oni so delali to iraško vojsko. In pač so imeli, ne vem, 2 invaziji, Faludže in tega zahodnega Iraka, ne, kjer so imeli največ bitk in oni so pač te ljudi poznali, ne samo one, ki so jih ubili, ampak še one, ki so jih zaprli in vse te nivoje tega vodstva. Ne. Potem se je pa ta Al-Kaida po ta drugi invaziji in vsi sunitski borci so se preselili po drugi invaziji na Faludžo v Mosul. Ne. In potem v Mosul pa Američani nikoli niso šli, bili so okrog, ne, in to je bila za ameriško vojsko nezaključena zgodba. In je bilo zelo veliko nasprotovanja Obamovim prizadevanjem, da se ameriška vojska umakne, in to je še ena napaka. Ne. In seveda je tisto, ne, ko so vsi pač govorili umik, ne, dajmo to zaključiti, se umaknemo, Irak je konc zgodbe. Ne. Čim se je ameriška vojska umaknila iz Iraka, Irak ni obstajal več. Ne. In so se zapirale pisarne in ljudje so odhajali, ne, tudi novinarske in tako naprej. Ne. In ameriška vojska, pač to celotno vodstvo, je temu zelo nasprotovala, zaradi tega, ker so vedeli, kaj je v Mosulu. Ne, in tja se niso. No, in to poročilo 2012 jasno pove, da razmere v Mosulu in širšem okolju dovoljujejo islamskim borcem, ne, da se ne samo organizirajo, ampak razširijo in razglasijo, se upravičujem, razmere v Siriji. Ne, takrat to je bilo zelo na začetku tega oboroženega spopada v Siriji 2012 in da razmere v Siriji omogočajo islamistom v Iraku, v Mosulu, da se okrepijo in razširijo in razglasijo islamsko državo. Ne, z malo državo. Ne. In to je bilo, in potem so tudi povedali, da oni so to poslali, ampak v Beli hiši so to ignorirali. Ne. In zdaj seveda, če gremo zdaj spet nazaj, Bush je tudi imel določene stvari, ne. Tista Bela hiša je tudi imela pač, ne vem, pa to bo v Iraku, pa morate to narediti, pa če ne, se bo to zgodilo. Ne. Skratka, ne vem, pojavljajo se pač, ne, to je pa, kako bi se temu rekli,
ne prednost staranja. Ne? Mislim, da pač ne, vedno greš pogledat nazaj in si misliš, ne, težko je pač potem zaupati, da se bo nekaj spremenilo. Recimo, ne, tudi starši enega od teh napadalcev, ne, so šli na policijo in si rekli, naš sin ni okej, dajte ga aretirati zaradi tega, ker se druži z ljudmi, ki niso v redu in kar naenkrat govori o džihadu in ni v redu, nekaj ni v redu. Ne. Niso. Ne. In koliko recimo je takih, ne vem, en prekrasen članek je bil o teh mamah, ne, ki to se zelo splača pogledati. Na Dunaju imajo eno organizacijo za mame oziroma starše, ne samo mame, otrok, ki so šli v Sirijo. Ne. Tam recimo, ko smo se pogovarjali o radikalizaciji, tam so pa striktno Evropejci, ki niso muslimani. Ne, so pač konvertiti, ja. Zaradi pač različnih razlogov, ne, so imeli pač tako težko mladost, ne, pa jim ni šlo dobro v šoli, pa take stvari, ne, tako pač to in potem so kar naenkrat pač najdali to neko skupnost in islam, ne. In tudi tiste mame recimo razlagajo, pač, ne, pač tam so intervjuvane mame, ne, da so šle na policijo, da so rekle, ne, nekaj se dogaja z mojim otrokom, ki ni okej, na Danskem. Ne. Dejte, mislim, ja, je šel in smo bili veseli, ker je najdel pač to vero, ker je kar naenkrat imel družbo in tako naprej. Skratka, ne vem, jaz se največ sprašujem to po Parizu, ne. Mislim, a ima smisel, da se mi slačimo na letališču, ko gremo na avion, pa se zuvamo, pa ali so nam z vsem tem, ne, mislim, sej se bom, ne, karkoli pač treba narediti, da prideš na avion, pa da prideš, ne, ampak a je to, a so nam pač dali to nekako, to neko iluzijo tega, da nas lahko pa oni vendarle zavarujejo, ne. Zdaj, ali to pomeni, da prisluškujejo našim telefonom, ali to pomeni, da gradijo ograje, ali to pomeni, da, mislim, ampak to vse že je. Ja, se pravim, ampak zato me, če me kaj recimo tako res ne moti, ampak res se sprašujem, no, pa zakaj, ne? Mislim, ne moramo biti varni, ne? Jaz mislim, da pač absolutne varnosti ni. Ne, in tudi odgovora na vprašanja, zakaj, pa zakaj glih ta lokal, pa zakaj glih hun lokal. Mislim, jaz nikogar ne zagovarjam, ne, ampak samo to pač prepričanje, ne, da zdaj, če bojo pa zaprli šole, pa bojo zaprli cesto, pa bojo pol zaprli še to, pa pol bo, ne vem. Ima kdo kakšno vprašanje? Prebral, da pač ameriška vlada da cenzurira stvari v bistvu, če je to res. Ne, mislim, da ameriška vlada ne cenzurira absolutno ne ničesar. Pusti v bistvu tako kot kukrije. Absolutno, mislim, to pa ameriška vlada vam pa lahko čist, ker smo pač pošiljali k cenzorju v različnih državah, ampak Amerika ni ena tistih. Delač od tega. Ampak ja, v Iraku, v Izraelu je tudi recimo vojaški cenzor, ki senzitivne, ne, ki jih oni pač določijo, da so in morajo iti čez cenzorja, ne. Ampak kako to misliš, kako pogledajo? Sej pošlješ po, ne vem, mailu ali pa po telefonu, a moraš prej, ne vem, oni posnamejo, pa tako, da gre čez ali pa ne gre, ali na kakšen način? Ja, recimo, mislim, zdaj je to veliko drugače, ampak ja, recimo, če so pa v bistvu si mogel print nest tja štorje in potem je to šlo, ne. No, ampak to je bilo leta nazaj ali še? Ne, to je bilo v 2003 je to še bilo. Pri Izraelu to še danes velja za te. Oni imajo tudi to, da recimo pač, ne vem, če imajo
To so zdaj izraelski novinarji tudi, mislim, da so šli na vrhovno sodišče, ker udarijo recimo ta gag order, ne, kot se reče, da pač oni rečejo, o tem se ne poroča. Ne vem, ne bom si zdaj izmišljevala primerov, ampak oni imajo to in potem se ne poroča, se ne dobi informacij, dokler oni ne rečejo v redu. Ne. Imajo pač ta pooblastila. Ne. Ampak ja, drugače pred recimo intervjujem, mislim, v Iraku pred invazijo je bilo tako, smo bili pač zaporniki Ministrstva za informiranje, ne. In smo imeli minderje in tako naprej. Mislim, to je, ne, cenzura. Kaj je to minder? To je pač nekdo, ki gre iz Ministrstva za informiranje, gre posod s tabo. Je skoraj tako, kot v Guantanamo, ki smo skozi imeli spremstvo. Absolutno. Ja. Ne, to je bilo tako. In potem je bilo še v Iraku je bilo tako zelo smešno, zaradi tega, ker potem si pa dobil, si šel recimo na assignment v Mosul, pa si potem čez vsaki pokrajini, ki si se ustavil, si dobil še pokrajinskega. Tako da na koncu, ko si prišel v Mosul, bi mogel imeti avtobus. Ja. S kombijem novinarka. Pa potem si mogel vse tudi plačati, kosilo in to. Mislim, to je bilo the best. Tako da ja, to je bilo kar nekaj. No, on je potem tudi odločil. Moj minder je vedno prišel v hotel in je rekel, no, kaj pa je za danes program? Tako da ja, to je bilo zelo zanimivo. Pa je skozi recimo, to pa moram povedati, ker to je bila pa zelo zabavna štorija. No. Pa je prišel enkrat, pa je rekel, vsak dan, ki je prišel, je rekel, pa sem jaz rekel, ja ne vem, lej, jaz bi šla s tem, pa s tem, ne. Oh, not possible. Ampak minister za mir in solidarnost, ne, on pa ja, pa jaz, pa dobro, pa dajmo zdaj še kaj, pa mogoče, ne vem, sem se izogibala, pa pride ena moja ameriška prijateljica, jaz sem takrat za Delo delala, pa sem jaz ko rekla, če mi sam še enkrat omen ministra za mir in solidarnost, to je bilo pred invazijo, pa prav, na meni tudi moj minder prav, da ministra, pa jaz tako, a greva skup, pa da opravimo s tem, pa pravo nadeva. Pa jaz grem k njemu, pa jaz tako, pejmo mi danes k ministrstvu za mir. Super, gremo. Oba dva vesela, minderja, še pol smo se ustavili, sta hotela, da bi še en viski jim kupili s potoma, ki smo šli glih mim. In pridemo tja in on je bil pa res, in sem ta minister v vojaški obleki, v uniformi. Za mir in solidarnost. Mir in solidarnost. Fulje, kot deal. In pojlova, the best je bilo pa to, ne, da sem imela pač Američanko zraven, to je bilo pred invazijo. In medve obedve odpreva pač ta blokec, ne, in ja, to je pa zdaj minister za solidarnost, ne, pa tako prav, pa predstav, odkje sva, jaz iz Jugoslavije, super. Ona iz Amerike. Prepare the body bags. In sem jaz pogledala mojega mindera in sem rekla, super intervju, lahko gremo. Mislim, ker to, ne, da pa reče meni, mislim, da je pa to citat, ne, je rekel minister. Več ne rabiš. Za 2 dni delo opravljeno. Ne. Tako da no, to je pač, ampak ja, tako izgleda cenzura. Ne. Tako izgleda cenzura in ne, Američani tega, ameriška vlada tega ne dela. Mislim, da imajo dosti drugih problemov s tem. Še kakšno vprašanje? Najbolj aktualna stvar je seveda tudi ruskih letal, ne. Imeli smo že debato na družbenih omrežjih. Kaj po vašem mnenju, tako bom rekla, v čigarem interesu je po vašem mnenju se zgodila ta precej čudna sestrelitev, ker si težko predstavljati, da v 17 sekundah, kolikor časa naj bi bila v turškem zračnem prostoru, da sta bila pilota, ne vem kolikrat po trditvah turške vlade opozorjena. V glavnem, če se je po pariških napadih za trenutek zazdel, da se ta mednarodna skupnost očitno bo nekako dogovorila, ne, govorim seveda o Američanih in Rusih, se je zdaj seveda stvar absolutno ustavila. Mogoče je to že retorično vprašanje. Ne, sploh ne. Mogoče mačkam na to
zaroto, ne, jaz mislim, da je zelo, zelo preprosto. Zelo bi bila presenečena, če bi se Rusi in Američani zmenili, ne, kar se tega tiče, iz izjemno preprostega razloga, ker ne podpirajo istih strani, ne. Pač je jasno, da se oni borijo za, se pravim, ni jasno sploh, za koga se Američani borijo, če smo čisto odkriti, ne, ker njihova primarna operacija je vendarle v Iraku, ne. Vsake toliko časa grejo še malo v Sirijo, zato da bombardirajo, ne. Mislim pa, da Rusi pa niso absolutno nič skrivali, kaj tja oni grejo narediti in zakaj so tam, ne. In tudi, da ne bojo razločevali med različnimi uporniškimi skupinami. Mislim, vsak, ki se bori proti Asadu, in teh je kar veliko, razen ISIS, ki se nikdar ni boril proti Asadu, ne. To je zelo, zelo pomembna informacija, ki je tudi točna, ne. In mislim, da se tudi pretirano niso pretvarjali, da se oni borijo proti Asadu, ne. Za razliko od Džabhat Nusra, ki se bori, ampak pač Nusra je na listi Putina zaradi tega, ker je veliko Čečencev čečenskih borcev v Nusri. In mislim, da se je zgodila zelo, ne, to se pravi, to je avde že tako ali pa tako, ne. Vprašanje pa je, ne, na čigavi strani bo Turčija. To je vedno bilo vprašanje, Turčija je vendarle članica NATO, tam so noter tudi ameriške baze in Turčija je pač pokazala zdaj jasno in glasno, da ona v Siriji ne dela, oziroma Erdogan in njegova vojska ne dela nič drugega, kot da zaščiti svoje interese, tako kot vsak drug, ne. In ta sestrelitev je nastala zaradi tega, ker so rekli, saj imajo oni svoje interese z Rusi, seveda, da jih imajo, pa tudi vejo, da so v dosti velikih težavah, da tistega plinovoda ne bojo ravno ustavili, zaradi tega, ker ga rabijo, ne. In če bojo zaprli pipco čez Ukrajino, bojo mogli pač najdeti, ne, to se bojo že oni potem zmenili, ne, ampak kar Erdogan ne bo dopustil in si ne more privoščiti, je, da Rusi bombardirajo vse povprek, vključno pa s to manjšino Turkomanov, ki so jih zdaj kar naenkrat odkrili, ne, in to pa ne, ne. Hkrati, ne, je pa tukaj vendarle še ena zelo pomembna stvar, zdaj seveda, a veste, vsak reče, tudi Hezbollah, ne, ki je šel v Sirijo se boriti za Asada, ne, je rekel, da oni se ne borijo za njega, oni ščitijo šiite, ne, tistih 5-6 vasi, ne, potem, ko so šli čez libanonsko mejo bližje Damasku, so rekli, ne, to je pa to svetišče, Sajda Zejnab, ne, zato, ne. Tako da seveda pri tem se je treba vprašati, ne, ok, v redu, nočejo, da bombardirajo turkomanske vasi, kaj pa še, ne. Verjetno prihajajo malo preblizu Alepo, ne, in Turčija si to zelo želi že od nekdaj, ne, in pač postali so preprosto, ruska letala so postala prevelik gospodar sirskega neba, ne. In to jim absolutno jim to ne odgovarja jim Alepo in ne odgovarja jim to, da, ne, se zdaj pač ta režim nekako prihaja k sebi, ne, vsaj tako se njim zdi. Tako da jaz dejansko ne vidim neke velike zarote, ne. Mislim, da je spravil v veliko zadrego Ameriko, ne. Videli smo pa itak, ne, spet ena ta stvar, kako recimo NATO, ne, je pa mislim, pa dej, kaj zdaj tle, ne, se bi ga lahko spremljali ven, ne, a je bilo treba ga zdaj sestreliti, ne. Jaz mislim, da pač v tem tudi Putinu ni bilo najbolj okej, ne samo zaradi tega, ker je pač to, ampak tudi zaradi tega, ker nima on zdajle časa, za moje pojme, se v kakšne tako nove fronte odpirati, predvsem ne z Američani zdajle v tem trenutku, zaradi tega, ker ni čist ta pravi moment še, ne.
pa mogoče tudi ne v Siriji, no, ne, bolj tam nekako v Baltiku se malo bolj, v teh baltiških državah se mi zdi, da se tam mogoče malo bolj suvereno počuti, ne. Ampak to so zdaj moja ugibanja, tako da, ampak je pa, jaz sem zelo dolgo recimo gledala v zalivu med ko je iranska mornarica, pa ameriška mornarica, pa še polno enih drugih mornaric, ne, ki patruljirajo tiste vode, to zdaj iz zraka tja, ne. Mislim, ne bi si mogli misliti, ne, kako se dejansko vojne začnejo, tisto, ki je, oziroma spopadi, kako se začnejo ko si najmanj misliš, ne. Bil je nek čoln, nek gumenjak, je tam okrog po zalivu pred eno ameriško letalonosilko, ne, nekaj manevriral, pa se nekaj zaletaval, pa malo okrog, pa malo gor, ne. Američani so tudi rekli, da so, ne vem, vse tiste stvari, ki jih moraš pač, ne, v vodah tam in izstreliti in to, in potem se je obrnil tisti gumenjak, ne. Mislim, to si je oddahnilo tako 3/4 sveta, ne. Ker če bi recimo oni pač tam streljali na ne, in tako je bilo ene parkrat, ne, in tista ožina je tudi, mislim, je res ožina, ker je zelo ozko, to je par kilometrov, ker te velike letalonosilke to sploh ne more manevrirati, ne. In tega se recimo tudi vsi te bojijo, ne, prav, nas ne skrbi, da bo prišla, ne vem, ena letalonosilka ali pa ena bojna ladja, pa se bomo mi začeli. Ne, nas gumenjak, ne, to nas skrbi. Ko on lahko pleše, ne, mi pa ne moramo, mi lahko samo pač rečemo, zdaj to, umaknem se, pejt, adijo, pol moramo pa streljati, če resno mislimo, ne. Tako da, mislim, da je bila zelo podobna situacija, spet smo prišli zelo blizu, ne. Kar mene recimo malo bolj zanima je to, ne, da je Hollandija šel recimo zdaj takoj tja, ne, da bi se zdaj pač zmenili, ne, koliko je zdaj močna Francija. Pa kdo je zdaj tle, mislim, ne, tako da, ne vem, meni bi se zdelo recimo, če 10 dni po enem takem napadu gre predsednik v Washington, pa pol v Moskvo, mene bi malo skrbelo. Ne vem, če sem odgovorila, ampak ja. Kaj pa recimo zdaj Kurdi, ne, Turčiji gre, jih ne odobrajo, ne. In v prvi bojni liniji z Islamsko državo so tudi Kurdi. In na internetu sem sledila malo namigovanj, da naj bi Turčiji v bistvu simpatizirali z Islamsko državo do te mere, da jim je v interesu, da pobijajo čim več Kurdov. In da naj bi celo Islamsko državo oboroževali oziroma podajali orožje, zato da Kurde čim bolj skrčijo. Tudi ta taborišča v Turčiji, kjer so Kurdi, ne bi bila zelo taka nehumana in tako naprej. Zdaj, kolikšni meri je to? Ne, to je zdaj ne vem, koliko daleč bi šli s tem, da, ne, da bi čim več Kurdov pobili. Mislim, da to, ne, ampak vsekakor je to bilo, Turčiji to, ne, to je bilo pa to mesto Kobane, je zelo, ta bitka za to Kobane, ne, je zelo pomembna v tej zgodbi, ne. Najprej, kar se tiče ISIS pa Turčije, ne. Seveda je Turčija zelo pomembna država za to, za nastanek in razvoj in cvetenje islamske države, ne. Čez Turčijo so šli svobodno vsi te tuji, te foreign fighters, ne, in je še danes je pač to glavno središče tega, v bistvu je to zaledje, ne, za islamsko državo in turška vlada se absolutno s tem ni ukvarjala, ne. In še celo več, ne, po tem sistemu, ne, najprej bomo pač sesuli Asada, potem se bomo pa ukvarjali s temi ekstremisti in tako naprej, ne. Koliko je, zdaj v bistvu je to zelo težko ugotoviti, koliko je denarno podpirala, ne, to je verjetno veliko bolj iz zaliva, pa to, ampak logistično, ne, je pa vsekakor
to bilo zelo problematično. In tudi do napada v Istanbulu, ta zadnjega, ne, mislim, še enega mesta, ki ga nismo omenili, pa smo seveda ga imeli v mislih, je Istanbul, ne, ko je bilo pač jasno, da je Islamska država za temi bombnimi napadi, ne, je bilo pa pač too close to home za Erdogana, ne, ki je predvsem se izjemno, ko bi rekla, ne sporekel, ampak ne strinjal z Obamo, ko so začeli pač dovažati orožje kurdskim strankam v Siriji, ne, in predvsem v Iraku, ne, kjer se je potem premirje, in to je pa za njega in za Turčijo nasploh, ne, za kjerokoli vlado, absolutno rdeča črta, preko katere ne morejo, in zato so se potem tako spravili na ta Kobani, ne, s tem, da so potem pač dobili ta nesrečni element nazaj beguncev, ne. Da so prišli kurdski begunci in zdaj za begunce je tako, no, nikomur ni fajn tam, ne. V teh taboriščih Turčija se sicer grozen prizadeva, da bi vendarle bila neka begunska taborišča tam, ne, da bi imeli nekako večji nadzor nad to populacijo, ampak ni jim to ni uspelo in mislim, da so sirski in kurdski sirski begunci približno isti situaciji, ne. Se pravim, je pa velik del dogovora pa definitivno z Američani je, da ok, v redu, oni bojo pač, ne, začeli to nadzorovati, pač kar se tiče ISIS-a in teh foreign fightersov, če bojo lahko obračunali potem s Kurdi, ne. Tako da tukaj je pa, ne, to zavezništvo med Američani in Turki je polno lukenj in problemov in potem eno takole, ne, sestrelitev ruskega letala, ne, potem lahko to izjemno zakomplicira. Moramo počasi končati, sem zadnje vprašanje, mogoče kdo? Hoče pač doseči Islamska država oziroma kaj točno je potem bil na primer namen teh napadov v Parizu. To bi bilo fajn, če bi me pred Parizom mogoče bi bil bolj mogoče natančen odgovor na to. No, meni se je vedno zdelo, da oni hočejo ne samo zavzeti ozemlje, ampak ga tudi obdržati. Ne, da je to pač njihov ta glavni del, ker nobena od teh frakcij tudi v Iraku in to, ne, oni so sicer bili v Feludži, bili v Mosulu, bili v vseh teh, ampak nekako jim niso obdržali kontrole teritorija, ki bi potem nekje, nekoč, ne, če se najdejo neki politiki, ki bi to, oziroma neka pripravljenost, da bi to bil potem res nek sunitski, nek sunitski teritorij, ne, in mogoče pa še kjer bi potem bili in bi potem pač gradili, ne, ker to je za pač kakršnokoli, ne, to ne vem, kje so meje te države, ne, ker jih tudi sami ne vejo, ampak to je ta način, oni imajo neka ministrstva, imajo to je neko vodenje in tako, ne, skratka so, najdem druge besede kot ministrstvo, ampak so uradi in, ne vem, valijat in tako naprej, kot je bilo v otomanskem, tem turškem imperiju, ne, ko so bili emirje pač po teh provincah in tako, in to vse gre, pobirajo davke in imajo klinike in tako naprej, ne, vse gre, to ja, ne. Zdaj, v bistvu so s tem, ne, ko so udarili, zdaj, seveda niso udarili samo v Parizu, ne, udarili so v Beirutu, kot smo prej rekli, ne, pa ne smemo pozabiti na Sinaj, ne, na rusko letalo, ki je šlo iz Sinaja, ne, to so tudi oni, ne. In je bilo zanimivo, zaradi tega, ker so prevzeli odgovornost, pa jim noben ni verjel, ne. Ko Islamska država prevzame odgovornost, jim je treba verjeti, ker ne prevzamejo za vse odgovornost, ne. Jaz mislim, da zdaj smo prišli do te točke, kjer so se lotili pokazati oziroma izrabljati razne slabosti, ne.
V Egiptu je to, v Egiptu so zdaj de facto sesul turizem. Ne? To je najbolj pomembno, to je bilo s tem so izjemen udarc Sisijevi vladavini prizadel, izjemen. Ne? Ne vem, kaj je bilo, eksploziv v eni ne od Coca-Cole, ampak od nečesa drugega. Ne? Kako malo v bistvu. Ne? S tem, da so pač nekoga dobili, ki je to dal v prtljago. Ne? Zato sem prej omenjala to slačenje in sezuvanje in tako naprej. Ne? Skratka, oni zdaj prav tako delajo. Ne? Zdaj v Evropi kaj so naredili? Ne? V nečas, pač v velike težave so vrgli te boge begunce, ne? S tistim potnim listom, ne? In so pač namesto, da bi gledali recimo na ljudi, ki odhajajo se recimo boriti, ne? So se vsi vrgli na te meje, kjer oni prihajajo. Ne? In v Bejrutu, ne, to bolj v bistvu mogoče lokalna štorija, ampak so tudi prizadejali en velik udarc te izjemno ranljivi prestolnici, ne, ki je govorila še vedno razdeljena. Ne. Nam so pa v Evropi so pa se pravi begunci, šengenske meje, ne, lejte kam gre zdaj to, ne, bojo mini Schengen, ne bojo vse države, se bo začel ne vem kaj, večji nadzor na zunanjih mejah, ne, omejevati to. Skratka, to se mi zdi, da je bil zdaj namen, ne, tega, da nam pač pokažejo, kje se moramo spet začeti ukvarjati sami s sabo in z njimi. Ne. Jaz še vedno za zaključek mislim, da odgovor na to ni v Siriji, predvsem pa ne v bombardiranju Rake in sirskih civilistov, ki so tam in pač pod tem terorjem in to brutalnostjo živijo. Drugače pa ne vem, kakšni so pa, kaj je pa njihova vizija, pa ne vem, mislim, da je še vseeno neka daljna vizija, je ena utopična država, ki bomo videli, bo obstala ali ne. Ne država, družba, se upravičujem. Ne, če zaključiti moramo. Barbara bo tako in tako še nekaj časa verjetno tule v lokalu, tako da če bo kdo imel kakšno vprašanje še, boš po mojem z veseljem odgovorila. Ne. Barbara, ful ti hvala, ful hvala vam, da ste si vzeli čas in prišli poslušati. Kaj moramo vedeti, preden gremo domov? Keep calm and... Ok, hvala Barbara, no, hvala tudi vam.